Dobro večer, vsem skupaj, lep pozdrav, vsem gostom, ki ste prišli. Nocoj bo tema potekala pogovor, bo potekal današnji večer o položaju slovenskega kmetijstva. Kjer nam bosta današnja gosta predstavila program strokovnega sveta SDS za kmetijstvo in prehrano za prihodnje obdobje. Naj kar takoj predstavim, z nami sta torej gospod Tomaž Lisec, na levi strani, na vaši desni. On je predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Državnem zboru, ter gospod Matjaž Kočar, predsednik odbora za kmetijstvo, okolje in prostor, in strokovnem svetu SDS. Tako da en aplavz za... Jaz se obema prav lepo zahvaljujem in bi kar predlagal besedi, najprej kar mogoče Tomaža, da predstavi, kaj je v Državnem zboru, kaj poteka, kakšne debate ima stranke SDS o kmetijstvu, potem bo pa še, kot sem rekel, še gospod Matjaž Kočar predstavil pa strokovni svet SDS-a. Torej, kaj predlagam besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Če dovolite, izverjam, da bomo z Matjažem dokaj hitra, pa potem pričakujemo čim več vprašanj. Morda začetek malo zgodovine. Leto 2016 slovensko kmetijstvo ni bilo ugodno. Sicer niso bile tako v prvi vrsti različne naravne katastrofe, morda v določenem delu Slovenije predvsem pozeba, ampak je v bistvu predvsem za kmetijstvo skupaj z ministrom Židanom pripravljali določene ukrepe, ki eni kratkoročno, eni pa bolj predvsem dolgoročno ostavili položaj slovenskega kmeta, tako tistih ta večjih, ki sicer jim minister Židan rad prisluhne, predvsem pa tistih manjših kmetov. Kaj je manjši kmet? Danes sem bil dopoldan na enem posvetu, kjer je ena gospa rekla, da je skrbnica enega gradu, enega graščaka, ki ima v posesti 22.500 hektarjev gozda. Pri nas lahko o tem le sanjamo, če vemo, da je poprečna kmetija, po zadnjih podatkih mislim, da je velikosti 6,7 hektarjev. In glavne zadeve v letu 2016 na področju so bile predvsem usmerjene na področje gozdarstva, medtem ko na eni strani minister Židan za navadnega kmeta spremenil zakon o gozdovih tako, da je tiste prevoznice, ki smo jim v poslanski skupini SDS in pa v stranki že začetka nasprotovali, jih je ukinil tako, da jih je v bistvu preimenoval v knjigovodsko listino. Na drugi strani pa je sebi oziroma svoji stranki izposloval ustanovitev podjetja Slovenski državni gozdovi in to podjetje tudi vložil 20 milijonov evrov proračunskih sredstev. Za ta podjetje pa te prevodice oziroma sedaj knjigovodske listine ne veljajo in moram reči, tudi ena izmed zadnjih sej odbora je bila, kjer smo se skupaj ugotavljali razen ministra Židana, da to podjetje zaenkrat še ni niti tistih začetnih načrtov izpolnilo, kako bo kar nekrat rekel slovenski gozdarji vozili les v slovenska podjetja, skratka od te želje po gozdno-lesno predelovalni industriji v Sloveniji, razen PR-ja ministra Židana, ki je ravno prejšnji teden rekel, kako je ta veriga zaživela. Sam nimam teh informacij, morda če v vašem koncu kakšna spodbudna, ampak jaz prihajam iz Posavja, kjer je kar nekaj zelo močnih podjetij v tej verigi, ampak od tega podjetja Slovenski državni gozdovi nobena ni imela nič. Eno je v bistvu zaradi tega podjetje, oziroma zaradi tega, ker so bivši GG-ji šli po to podjetje celo skoraj v ugasnilo z 20 zaposlenimi, ker kar naenkrat ni bilo dovolj lesa za gospoda, ki se ukvarja z izdelavo sodov in podobnih zadev iz hrasta. Na drugi strani, kar se tiče tudi slovenskih gozdov, se na žalost v letu 2016 v polni meri razširila zadeva z podlubniki. Mi smo že leta 2014 takoj po tem po žledu opozorili na možnost, da
bodo verjetno prišla leta, ki bodo za podobnike zelo zanimiva, skratka suha obdobja. V letu 2016 v bistvu so se podobniki pokazali v polni meri. Dejstvo pa je, da leta 2014, ko smo nekateri opozarjali, da kaj lahko pride in da moramo zaprositi za pomoč predvsem sosednje države, tudi smo predvsem računali na pomoč Avstrijce, ki imajo v tej gozdno-lesni verigi tako mehanizacije kot tudi znanje, kaj kako reševati. In minister bi nam to pomoč odklonil, tako da zdaj rešujemo, kako sami pač rešujemo. Malo drugače se to dela v podjetju Slovenski državni gozdovi. Moram pa reči, da osebno me zelo moti, ko pridejo strani uradnikov na ministrstvo neke pavšalne ocene v smislu, v državnih gozdovih je vse urejeno, v zasebnih gozdovih pa je stanje katastrofalno, ampak ko sem jaz prebral tole poročilo, ki se vsako leto prebiramo, ki se mu reče jesensko poročilo o stanju v kmetijstvu za leto 2016, kaže, da je v bistvu stanje v državnih gozdovih, ki jih je sicer samo 20% slabše kot v zasebnih gozdovih na področju podobnikov. Potem naslednje zadeve, ki so bile dokaj aktualne, ki smo jih skušali reševati tudi s pomočjo njunih sej, na predlog poslanske skupine SDS, so bile nizke odkupne cene mleka. Sicer godimo v tem, ki ni vse le na zemljiku ministra Židana oziroma ministrstva slabo. Tudi mi se strinjamo s tem, da je ruski oziroma embargo na Rusijo prizadel tudi našo mlečno predelovalno industrijo. Po zadnjih podatkih se je stanje malo normaliziralo na tem področju, je pa dejstvo, da še vedno odkupne cene mleka niso dovolj niti za lastno preživetje. Potem smo se ukvarjali tudi z antibiotiki in pesticidi na področju kmetijstva. Seveda vemo, da v teh časih brez pesticidov ne gre. Vprašanje pa je, kaj so ta sredstva, oziroma kaj imamo pri nas drugačno politiko, kot imajo sosednje države na tem področju in predvsem zakaj so cene naših izdelkov oziroma izdelkov, ki se kupujejo v Sloveniji, veliko dražje kot pa v tujini. Tukaj bom zaključil z dvema zgodbama, ki bodo v polni meri zaživeli v prihodnjih letih. Eno so davčne blagajne, ki smo imeli že kar, mislim, 3 seje odbora za kmetijstvo, tudi za gospodarstvo, ko smo ugotavljali, pa to kaže tudi že prvo poročilo Ministrstva za finance, da davčne blagajne niso prinesle ničesar pozitivnega, tako na tej dohodkovni strani države, zaradi tega ni nič več prilivov v državni proračun. Na drugi strani je pa ne samo jeza manjših kmetov, tudi tistih, ki imajo, ne vem, ali dopolnilno dejavnost, ali pa imamo kmečki turizem, skratka, ki jih davčne blagajne niso obšle, da v bistvu imajo ogromno problemov v praksi in tukaj že lahko povem, da v primeru, da stranka SDS pride ponovno v koalicijo, bo takoj predlagala ukinitev davčnih blagajn, ker mislimo, da gre za popolnoma nepotreben administrativni ukrep, ki ne so ničesar dobrega. Ne govorim kar na pamet, mi pripravljamo, verjetno bomo jutri zaključili z zbiranjem želja in pobud. Bomo dali izredno sejo državnega zbora, nekje tukaj imam gradivo, predlog priporočila v zvezi s problematiko administrativnih bremen državljanov, kmetov in podjetnikov ter poslabševanje poslovnega okolja v Sloveniji. Ravno prej je nekaj strokovni sodelavec, ki v poslanski skupini to ureja. Preko 200 takšnih in drugačnih ukrepov smo predlagali tako poslanci, predstavniki strokovnega sveta iz različnih področij in nazadnje tudi državljani preko naše spletne strani sds.si, ker v bistvu ugotavljamo, da gre veliko za takšne neumnosti v naših predpisih, da se sprašujemo, da verjetno v petkih mora najprej kmet ostati, iti pogledati v uradni list, kaj ga spet država pobiksala in mu dala nove ukrepe. Morda tukaj nas samo malo, da nismo čisto vsega po poslanci krivi, veliko prevzamemo na sebe, ampak včasih se v moji pisarni, poslanski pisarni zglasi kakšen gospod, pa reče, ja, kaj ste spet vi sprejeli, pa reče, kaj smo pa sprejeli,
Ja, tam so sprejeli nek pravilnik, ne? Ampak mi na pravilnike v državnem zboru nimamo nobenega vpliva. En redkih pravilnikov, na katerega smo imeli vpliv, je bila ureditev službe nujne medicinske pomoči, ker smo bili pravočasno obveščeni, kaj ministrica pripravlja, ampak dejstvo je, da pravilniki sprejemajo ministrstva. Uredbe sprejema vlada, zakone pa državni zbor. In je, seveda, da ponovadi piše, kar me osebno zelo moti, ko piše v zakonu, natančnejša merila in kriterije določi minister s podzakonskim aktom. Pa pride pa kakšna uredba, pa kakšen pravilnik, kjer pridejo takšne anomalije, recimo, kakšne morajo biti ograje, ne samo iz česa, kakšne velikosti, kakšni švi, recimo zanče en kmet rekel, da se začel ukvarjati z odojki, oziroma mehkimi prašiči in rekel, ko se pač ograjo postaviš, seveda upaj, da bojo kuj si čim prej izrasti, da boš lepo pito, da bojo svoje ekološke, ne? Rekel, potem pa dobiš kazni, se ker nimam pravilne ograje v svojih svinjah in tako naprej. Skratka, to je ena z teh zadev, kot tudi davčne blagajne. Zadnja stvar, ki pa je, po mojem mnenju, zelo sporna in bo še v bistvu v letu 2018, predvsem pa v letu 2019 nadalje, kot tudi v zakonu piše, prizadela slovenskega kmeta, pa je nov zakon o katastarskem dohodku, ki po mojem mnenju bo za leto 2019, vemo, da se plača za leto 2018, v največji meri prizadela slovensko kmetijstvo, predvsem tistega kmeta, v bistvu, ki se najbolj vsakodnevno bori za lastno preživetje, to pa so tisti, mi pravimo, manjši in pa tudi srednji kmetje, ki imajo na eni strani probleme z dostopom do subvencij, ki se sprašujejo, ali se splača zavarovati pridelke na takšen ali drugačen način. Nenazadnje pa je bo ta katastarski dohodek verjetno, marsikoga na žalost, od njih prepričal, da se z kmetijstvom v naši državi več ne splača ukvarjati. Toliko za nazaj. Aktualno, še nekaj stavkov, ni aktualno samo teran v naši državi, čeprav imamo občutek, da minister Židan se samo s tem ukvarja. Jaz moram reči, pa ne zato, da se hvalim, ampak predvsem zato, ker prihaja ogromno pobud za različne sklicevanje sej v državnem zboru na področju kmetijskega gozdarstva in prehrane, če smo gotavili tudi lovstva in vsega ostalega. Mislim, da smo sklicali v poslanski skupini SDS samo od oktobra leta 2016, torej v zadnjem letu, 15 oziroma 16 novih sej odbora za kmetijstvo. Naprimer, zadnje dve seje, ki ste bile v zadnjih 14 dneh, so bile ena bila problematika rib in kormoranov v Sloveniji. Sam prihajam, v bistvu živimo v reki Savi, v spodnje Posavje. Pa moram že kar naenkrat sem se znašel v Dravogradu, ker se rekel, da je problem kormoranov, prevelikega je tudi kormoranov tudi v Dravi, Dravini, Savinja je zelo načeta zaradi kormoranov. Kolega Daniel Krivic je rekel, da ne pride tudi dva njim pogledati v Sočo in tako naprej. Včeraj pa smo imeli dve točki. Ena je bila to poročilo o posvetih, ki smo ga na našo zahtevali, to pa je posveti po sobivanju ljudi z divjadjo, tako se je rado imenovalo. Naš predlog je Kmetijsko-gozdarska zbornica po vseh svojih pomočnih enotah organizirala te posvete, da se problematika slovenskih gozdov, lovcev in vsega tega, kar se to dotika, kako reši. Včeraj smo skušali nekako sprejeti sklepe, ki so še bolj zavezujejo ministrstvo v proaktivnem delovanju. Na mojo presenečenje so bili sklepi tudi soglasno sprejeti, tako da upam, da bo ministrstvo vsaj na svojem času septembra te želje, tako lovcev kot tudi lastnikov gozdov na drugi strani, ki so bili na teh posvetih v čim večji meri zbližalo. Včasih imam občutek, da se tako namerno se dela nek občutek, kako so na eni strani lovci, na drugi strani pa lastniki gozdov in nekako ne morajo sobivati. Jaz mislim, da za lahkoto sobivajo oziroma morajo sobivati. Je pa res, da je včasih odvisno malo lokalne tematike, včasih pa mislimo, predvsem v zadnjem času ugotavljamo, da je potrebno kakšno stvar spremeniti, da bomo
vse uredili, kot je treba. In pa imeli smo tudi poročilo o razpisu, o pozebi, kot sem že prej rekel, lansko leto je bila pozeba. Mi smo tako specialno vse odbora za kmetijstvo, eden izmed sklepov je bil tudi, da minister pripravi sistemske rešitve. Minister Židan je potem res pripravil zakon z dolgim naslovom, tudi zagotovil 3,5 milijona evrov v državnem proračunu, ampak jaz sem pričakoval, da bom včeraj dobil seznam prejemnikov teh sredstev. Sicer je državna sekretarka rekla, da pač seveda v slovenskem duhu so ti podatki zaščiteni, ker je tudi drugače Nataša Pirc-Musar, kaj je rekla. Špek, da nam dajo podatke po površinah, da približno ugotovim, recimo, če bomo bilo 100 hektarjev, pa če je 100% ugotovljeno strani regijske komisije, da je bilo nekaj narobe, da preverimo, ker po naših podatkih, oziroma jaz vem zagotovo, tega včeraj niso povedati, smo pa sprejeli sklep, da nam morajo postaviti, je ravno en kmet oziroma podjetje iz Posavja, naj bi dobilo več kot polovico teh sredstev. Ta sredstva so bila pa na ta račun tega podjetja predstavljena zaradi tega, ker je lastnik, osebni in pa strankarski kolega ministra Židana, lahko direkt povem, gre za podjetje Eurostat, ki sicer je eno od večjih podjetij v Sloveniji, ampak predvsem včeraj je bilo iz štajerskih koncev nekaj elektronskih sporočil sem dobil, da tudi tam so veliki pridelovalci na področju sadjarstva, pa niso niti eni pršte zraven pri razpisnih pogojev. Pa veliko kmeta sta včeraj v Gorčino klicala, kako nista niti bila seznanjena, ampak regijske komisije se pa niso pre njima oglasile. In je pravi, da rekel se snimam samo 2 hektarja, 50 hektarjev različnih delovalnih površin, tudi sadjarstvo, pa sploh nisem zraven prščil. Skratka, razpisi so tudi ena taka rak rana slovenskega kmetijstva, kar ugotavljamo samo midlo, ampak predvsem ljudje na teh okroglih mizih, ker se razpisi spreminjajo, vedno pride neka alineja v določene razpise, kjer ogromno ljudi potem izpade, ali so premajhni finančno, ali po površinah, ali kakšna druga ovira, da predvsem manjših kmetije izpadejo, ali pa se nekako skuša narediti vse tako, da res te manjše kmetije dobijo teh razpisov, kar me sicer pri razpisih pa najbolj moti ta fama, da minister Židan obvladuje subvencijsko politiko, ampak se vemo, da ta sredstva so evropska sredstva, minister je samo tisti, ki jih skuša preko razpisov transparentno in pa do vseh enako razdeliti. Jaz lahko povem primer iz svoje občine, kjer sem imel proti kandidata za poslance, ki je rekel, če ne bomo volili tega pa tega, župan več ne bo dal evropskih subvencij. Tako da sicer jaz poznam lokalno politiko, ampak nisem pa še zaslišal za župana, ki bi delil evropska sredstva, ne na področju kmetijstva, tudi kjer drugega. Naslednje stvari, ki se jih bomo lotili v poslanski skupini SDS, na področju državnega odbora, pa je problematika fitofarmacevtskih sredstev, kar sem prej že malo omenil, predvsem dostop v Sloveniji in pa previsoke cene teh sredstev. In pa moram reči, da predvsem tudi z materialno razmišljamo v zadnjem letu, v 2 letih, govorimo ogromno o samooskrbi, ekološki hrani, doma pridelani hrani, lokalni hrani in tako naprej, različna imena. In zdaj, če bi tudi posvet v državnem svetu, kjer je približno 100 deležnikov iz tega področja in po 5 letih se ostane ena gospa iz Ministrstva za javno upravo pa reče, da nič ne moramo narediti, ker takšna je evropska direktiva. In s Matjažem pa ugotavljamo, da recimo na primeru lokalne samooskrbe in lokalne doma pridelane hrane v sodelovanju z javnimi zavodi se da ogromno narediti, pa bom verjamem, da bo Matjaž, ki tukaj bo strokovnjak povedal, čisto enostavne zadeve, ki je treba spremeniti. Mislim, da ni treba spremenjati nobenega zakona, verjetno kakšen predpis spremeniti, oziroma kakšen pravilnik, predvsem pa izobraziti tudi ravnatelje in pa direktorje predvsem lokalnih ustanov, torej vrtci, šole, zdravstveni domovi, domovi za starele, da v bistvu ne bo nič dražja hrana v
vedeli pa bojo vsi, da je recimo krompir od Janeza, ki je 3 km stran, da je mleko od Francija, ki je 4 km stran, da ljudje takšni drugačni, jaz predvsem gledam za otroke, pa za starejše ne bodo jedli, ne vem, pridelkov, ki v bistvu niso naša kultura, vprašanje, kako so gojeni, ker marsikaj se prodaja pod oznakom ekološko, vsi vemo, da to ni, po drugi strani pa predvsem različni tujci z nizkocenovnimi proizvodi in fantastnimi cenami uničujejo zdravje naših ljudi, predvsem pa tiste kmetje, ki bi lahko tudi preživeli samo zaradi lokalnih javnih ustanov. Kratka, je ogromno problemov, no, mi skušamo zadeve reševati, kako pa jih skušamo reševati, oziroma kaj so naši predlogi poslanske skupine SDS, pa tudi predvsem strokovnega sveta, ki je dokaj močen v naši stranki, pa predlagam, da Matjaž pove. Ja, dobro večer še enkrat iz moje strani. Malo boljše zdaj, ko so 4 reflektorji malo dol, da vas lahko vidim, da se lahko lažje pogovarjamo, drugače sem imela tako občutek, da sem res v neki igri, ki igrava neko vlogo, ki jo sicer tudi sedaj dajo, ampak je zdaj boljše, no, tako da mislim, da ni problem. Mislim, da to zdaj v redu, zdaj vas vidim, drugače je bila čista tepa, veste, in je potem malo težje komunicirati. No, tako kot je pravzaprav Tomaž lepo nakazal in res je, kar pravi zdaj strokovni svet oziroma naš odbor za kmetijstvo in okolje, tako kot seveda tudi drugi odbori za notranjo politiko, zunanjo politiko, kulturo, smo se lotili dosti zahtevne naloge, glede na opis situacije, ki je bil lepo podan, kaj je potrebno narediti, ampak ne veste samo vejice premikati nekih predpisih, ampak kaj dejansko narediti z tem slovenskim podeželskim prostorom, z tem kmetijstvom, ki nima zgolj samo vloge pridelave hrane. In na osnovi tega smo pripravili program, ki je zgolj v 5 točkah, se pravi, da gre za dosti široko tematiko in smo ga seveda septembra tudi predstavili javnosti. Jaz predlagam, da gremo danes nekako skozi teh 5 točk, ki sem skušal malo urisati, potem pa seveda bova prosila predvsem tudi vas, da podate svoje mnenje, ker mi v odboru smo dejansko odprti, niti ni formalna zahteva, da je neko član stranke za to, da sodeluje v odboru. Ravno zaradi tega, ker je naša intenca, naša namera, naša želja, da takoj, ko vstopimo v koalicijo in računamo, da se bo dejansko to prihodnje leto zgodilo, da preusmerimo ta voz, ki res drvi navzdol. Pa bi se dotaknil kar prve točke, ki se mi zdi izredno pomembna. Napisali smo večja vloga in pomen družinskih kmetij. Zakaj družinske kmetije? Veste, družina je vrednota, čeprav želijo nekateri predstavljati zdaj, da so razne družine, ne vem kakšne možne kombinacije, tiste, ki lahko nadomestijo katerokoli družino, ampak ravno slovenska družina, ki je bila osnovna celica na kmetiji in pravzaprav slovenska kmetija je skozi zgodovino držala in obdržala slovenski jezik, ne nazadnje tudi slovensko identiteto je izredno pomembna. Ne smemo zanemariti podatka, da je povprečna starost slovenskega naroda 44,2 leti. 44,2 leti. 9. najstarejša država na svetu smo. In pa vemo, da slovenska kmetija, slovenski kmetje morajo, če hočejo preživeti, morajo na kmetiji imeti 3 generacije, stari starši, gospodari, vnuki. In ta krog se mora vrteti, ker je to edini način, da lahko mi kot narod, kot nacija ostanemo in ohranimo to našo prvobitnost. In zato smo zapisali v naš program, da je prav družinska kmetija tista, ki je treba posvetiti vso pozornost čez kmetijsko politiko. Tudi glede na otroke, če hočete slišati, glede na mlade prevzemnike, glede na subvencije, glede na vse ukrepe, kajti premalo se zavedamo, da slovenskega naroda enostavno v naslednjih 60 letih v takšni obliki ne bo več. Glejte, vsi ste seznanjeni, kaj se dogaja v Nemčiji z temi begunsko krizo, ki je sicer se nas dotaknila, ampak
Nemčija je druga najstarejša država in dejansko je nastal ta vakuum in enostavno ta država je začela črpati vase ljudi, ampak to ne Evropejce, pravzaprav gre za drugo kulturo in tega se je dejansko potrebno bati, zato je potrebno so politiko, ki jo lahko seveda država in jo mora na segmentu kmetijstva skozi družinsko kmetijo uveljaviti. Nič nimamo proti velikim podjetjem, res pa je, da velika podjetja na področju kmetijstva ne morejo rešiti slovenskega prostora. Kljub temu, da imajo lahko moderno tehnologijo, neko število zaposlenih, ampak Slovenijo in pa slovenski narod je prihranil slovenski kmet, ne slovenska podjetja. To pač zgodovina jasno kaže in zato je glavni ta fokus, ta smer skozi vse politike, ki vodi naša stranka, je ključna. Drugi pomembni segment je, ki smo ga zapisali v tej točki, kmetijsko zemljišče in gozdove moramo vrniti in morajo služiti svojemu osnovnemu namenu. Kaj v praksi to pomeni? Država se ne sme mešati v gospodarjenje z kmetijsko zemljo kot nek mešetar, kot trgovac. Slovenska zemlja pripada slovenskemu kmetu. In zato je v našem programu bilo zelo jasno zapisano in za tem dejansko stojimo, da je treba sklad kmetijskih zemljišč, ki je sedaj mešetar in trgovec v imenu države in treba po najkrajšem možnem postopku ukiniti. Zemljo je treba dati ljudem, ki to zemljo obdelujejo. Zelo podobno kot so to naredile nekatere evropske države s tako imenovanim dednim zakupom. Ampak ne zato, da bi od države kupoval neko zemljo, nekdo, ki jo obdeluje ali ki jo ima namen obdelovati, ki ima kmetijo, jo seveda mora dobiti. Isto velja za gozdove, predvsem gozdove v Visokogorju, kjer so kmetje nekako življenjsko vezani na tisti gozd, kot pravi pregovor, da je gozd banka kmeta in ko pride v situacijo, gre v gozd in lahko pridobi določene sredstva. To se pravi, gre za varianto, da bo lastnik zemljišča ostal kmet, ki ga pa tega zemljišča, ki ga bo dobil države, ne bo mogel prodati, tako ga bo pa predal brez kakšnih komplikacij svojemu sinu, hčeri, ki bo seveda nadaljeval z kmetovanjem tudi v bodoče. Sklada kmetijskih zemljišč dejansko ne potrebujemo, zemljo je treba dati slovenskemu kmetu brezplačno, seveda z statusom dednega zakupa, kar pomeni, da tukaj ni nekih špekulacij, sedaj bom pa dobil neko zemljo od države, potem bom pa jaz to malo prekategoriziral, pa prodal za neko industrijsko cono ali karkoli podobnega. Seveda to ne pride v poštev. Slednja točka je večplastno zagotavljanje prehranske varnosti, ali drugače rečeno, ker je Tomaž nekako že lepo nakazal. Glejte, če govorimo samo o javnih zavodih, se pravi šolah, vrtcih, domovih za ostarele, bolnicah, ne nazadnje tudi v državnem zboru, iz teh proračunskih sredstev se na letnem nivoju porabi približno za hrano 110-120 milijonov evrov. Večina tega denarja žal ne konča pri slovenskih kmetih, zaradi tega, ker imamo tako imenovani zakon o javnem naročanju, kar pa seveda ni res. Že v skladu s sedanjim zakonom in moram pohvaliti določene šole, določeni ravnatelji, direktorji zavodov so že šli po tej poti, da so pripravili javne razpise v sklopih, tako da je možno kandidirati vsakemu lokalnemu predelovalcu, pa ne gre za krompir, mleko ali predelek, se pravi sir, skuto, da lahko kandidira na tak razpis. Kajti, če je v nekem dokumentu, javnem razpisu napisano, da recimo neka šola razpiše javni razpis za sadje in navede v tem razpisu, v tem delu, da bo naročila jabolka, seveda drugo zelenjavo in tudi banane, noben slovenski proizvajalec ne more kandidirati na ta razpis, zato ker gre v istem sklopu tudi za segment banan, ne kot jih pač nek ravnatelj ali direktor zapiše v razpisne pogoje in ta sklop je praktično za slovenskega pridelovalca zaprt. To se pravi, da se relativno enostavno z kratkim izobraževanjem, seveda, če obstaja politična volja, veste, to je pa naslednje vprašanje,
ali si res želijo ti, ki vodijo in ki so odgovorni za naše šole, starejše občane, bolnike v bolnicah, dati ljudem najboljše, kar dejansko lahko dobijo. Malo več dela je treba vložiti in se tak razpis seveda da izpelje. 120 milijonov proračunskega denarja ni malo. In ni res, da slovenske kmetije na slovenskih družinah ne morejo preživeti te ciljne populacije, kaj šele, da ne bi mogli preživeti slovenskega naroda. Ne nazadnje, saj dobro veste, da smo bili samooskrbni, če gledamo leta nazaj, brez večjih problemov, danes pa se srečujemo z nekimi težavami, odprodajamo najboljšo kmetijsko zemljo blizu Maribora, zato ker pač pride nek Avstrijec z kapitalom in želi imeti tovarno točno na tem mestu, par kilometrov stran pa imamo industrijske opustele, industrijske cone, kjer bi lahko tak proizvod normalno, ne vem, za neke avtomobilske dele normalno lahko proizvajali, ta kmetijska zemlja pa bi ostala svojemu osnovnemu namenu. Tretja točka, ki smo jo ocenili kot zelo pomembno, pa je povezovanje. Zapisali smo krepitev vloge kooperativ in drugih oblik poslovnega sodelovanja v celotni verigi, vključno z gozdarstvom in seveda tudi živilsko-predelovalno industrijo. Zakaj je to tako pomembno? Vete, sami dobro veste, da ime zadruga nosi nek slab prizvok iz zgodovine, kljub temu pa obstajajo sedaj zadruge, ki so se zelo poslovno odprle, ki so dostikrat poslovno relativno zelo uspešne, ampak to še vedno ni to. Zadružna zveza ali pa zadruge imajo v Sloveniji približno 400 prodajnih mest, ki bi lahko v celoti nadomestile te glavne punkte za prodajo in za seveda tudi nakup kmetijskih izdelkov. Zakaj mora nek kmet prodati nek izdelek, pa rečemo neko solato, neki multinacionalki, neki veliki trgovski hiši, recimo po 50 centov kilogram, leta pa ta isti proizvod podaja potem za 1 evro. V zadrugi, kjer pravzaprav mora biti lastnik, ta kmet, lahko to maržo enostavno razdeli na polovico. Polovica pripada kmetu oziroma osnovnemu delovanju zadruge, polovico pa dobi potrošnik. Relativno enostavni so ukrepi, s katerimi se da približati slovenski produkt slovenskemu potrošniku. Seveda je pa treba povezati ljudi, zato ker nišče ne more konkurirati noben slovenski proizvajalec, pridelovalec nekim dumpinškim cenam nekih proizvodov. Glejte, 4 veliki kamioni, hladilniki jagod, lahko popolnoma sesujejo slovenski trg z jagodami v tem obdobju. Ampak, če obstaja ta povezava med pridelovalcem, ampak mi smo radi sprti, slovenski narod je rad sprt in če bomo uspeli preseči te povezave so pa nujne in naši Slovenci v zamejstvu, če govorimo v Italiji, v njihovih zadrugah ali pa tudi v Avstriji, dokazujejo, pravi, gledajte, naš kmet nima časa stati tam na tržnici oziroma v neki trgovini. Mi se povežemo, naredimo svojo verigo, naš kmet mora proizvajati in ta produkt se potem seveda plasira po konkurenčni ceni, svežje, lokalnje in če temu še predamo tisto osnovno verigo, o kateri smo govorili, samo proračunska sredstva, potem lahko vidimo, da je taka povezava seveda možna in pa nujna. Če gremo naprej, optimizacija delovanja ministrstva, organov v sestavi ministrstva in drugih služb na področju kmetijstva. Glede, takole z Tomažem in še z nekaterimi drugimi hodimo po terenu, dostikrat potem v debati ugotavljamo nekaj. Ljudje v pisarnah na ministrstvih, če govorimo o našem ministrstvu, imajo relativno zelo visok nivo znanja. Evropski predpisi, normativi, vse to je res. Samo ti ljudje žal ne poznajo realnosti terena, ne poznajo realnosti kmetijstva po regijah, kaj so glavni problemi v Prekmurju, kaj je na Koroškem, kaj se dogaja na Notranjskem, kakšne zahteve imajo kmetje na Primorskem. To
Tomaž omenil samo dve zadevi, ki izredno močno tangirajo pravzaprav vse kmetje ali tudi vas, če kmetujete, govorimo pa o fitofarmacevtskih sredstvih in pa veterinarskih zdravilih. Farmacevtska sredstva veste, da so draga, veliko dražja kot v Italiji, Avstriji, isto velja za veterinarska zdravila, ne smete jih formalno pripeljati, tukaj se prekrške lahko plačate kazen. In gre spet za eno zelo močno birokratsko uvero, ki jo je seveda treba odpraviti. Mislim, da bo v državnem zboru, na odboru, ki ga vodi Tomaž, da bo ta tema absolutno načeta in enostavno ne razumem, zakaj se vodi takšna politika, ki zmanjšuje seveda konkurenčnost slovenskega kmeta. Cene so pa enormno različne, tudi do faktorja 300% prihaja do teh razlik in enostavno tako enostavno se ne da gospodariti. In ti ljudje, ki so srčni, ki so ure in ure po službah, ki prebirajo evropske zakonodaje, ki pišejo podpise, dejansko niso seznanjeni z to problematiko in predlog je, da morajo ti ljudje, ki so na nek način uradniki, ne funkcionarji, ki se hodijo slikati med ljudi, hodijo po terenu, obljubljajo odškodnine za točne in podobne zgodbe. Ljudje, ki so ključni pri oblikovanju politike, se morajo dobiti z ljudmi. Glede, če bomo rekli samo o nekih 15 regijah, 15 dni, celovečerni sestanki, kjer so na eni strani kmetje, na drugi strani tisti ključni oblikovalci politike in velik del tovrstnih problemov, ki seveda mora državni zbor in pa naša stranka potem reševati iz vloge opozicije, to je absolutno potrebno spremeniti. Kajti potrebno se zavedati enega dejstva in to ne radi slišijo mnogi, da ni ne vojske, ne policije, ne zunanje politike, ničesar ni brez hrane. Hrano lahko pridela samo slovenski kmet na slovenski zemlji in zato jaz pravim, da je pravzaprav kmetijstvo tisto najvažnejše, ključna dejavnost, ki nas pač mora povezati, mora dobiti svojo veljavo tudi v slovenski politiki in naša stranka preko tega programa in pa vseh aktivnosti, ki potekajo, to zagovarja in tudi zagotovila, upamo že po nekaj leta. Toliko nakratko iz moje strani pa predlagam, Tomaž, mislim, da je sedaj čas za debato, za vprašanja, bude. Lahko jaz vodim pa predlagam 2-3 vprašanja, kakšno razvalo, pa potem odgovorim. Mene je prav to prva točka najprej zanimivo, pa najbolj problematično v Sloveniji, pa posodno hoče. Tudi če imaš 10 otrok, lahko samo enkrat rezerviraš za naslednika, ne? In če ga nisi prav praštimal, vzvojil, pa da ima veselje, pa da nisem to, da ostane, če nima družine naprej, je točni problem. Lahko vsaka tapeta kmetije, recimo, prepade, pa že tako jih stavžni 400 na let menda, ne, Slovenija zobih. Mislim, to je res treba narediti še največ dati na to, samo tako, kot da jaz pa ni enostavno. Niti udružiti, niti narava bo svoje moče, ne, to se pravi. A si zato, da boš se oženil, pa naprej delal. Vse se lahko nirno, ne, pa so stroji, pa je poslopje, pa vse. Pa še tole recimo, ne. A že mi kaže, da so bili komunisti in so zaprav Židan pa te opravičili za vso to sunerijo, ko se nad poslopi, nad družino, nad starši, nad tem povzročili 50 let, koliko dolgo že čakamo, pa nič od tega. Zgleda, da jaz sem že 90 let rekel, na 2 leti bomo let volitve, tako je pa vse šlo, pa nehom glavno, in imajo denar, in imajo vse mislimo, kohamo, imašno, vajka, pa ne vem kaj. 10 funkcij nisem več pomembna, sodišča pa denar, so ta glavno. Hvala. To imajo oni. Naprej. Mene še to, je še ta spodbuda finančna, če prevzame
kmetijo, naprimer, Mladi prevzemniki. tudi 40 let ne more biti ta prevzemnik star, ki starejši ne more. To noter mislim, da ni prav. Kaj, če tega ni, potem bo kmetija propadla. Naprimer, pa pač dobil kakšne roke prsta, čisto druga tehnologija, ali pa mislim, industrija vršila naprej v zemlji. To noter se mi zdi, da je treba nekaj razmisliti, nekaj drugačnega. Gospod, ja. Zanima me tole zapeljati fitofarmacevtska sredstva. Ne? Slovenija zavaja v glavnem te velike korporacije, kot so evropske, pa so Syngenta pa te firme. Ne? In tam je važna aktivna snov, ne pa ime. Če posod v Evropi veljajo zakoni, aktivna snov ne čuje več smo pravel, ostale pa balast. In zakaj moramo kot kupec kupovati druge po Evropi, če je prosti trg in kapital? In to meni jasno, kdo jih je plačal, da pri nas navijajo ceno in take evropske korporacije. Sej mi pač isto škrbimo kot druge Evropi. Kako da so druga pravila? To meni ne vem. Ker recimo avtomobil je isti posod in ni treba nobene homologacije, zato je pa kar nekaj. In to je sam strošek proizvajalcev. In teh stroškov proizvajalcev je veliko se nabere na ta način. Kjer imamo posebne zakone, pa ne v korist tuje korporacije, ne v korist slovenskih pridelovalcev. Ne vem, kako to, da se sprejemajo takvi zakoni. Ali uredbe, jaz ne vem, kako rekel. To sami škodujejo in podpirajo preko te korporacije, ki niso slovenske. V Sloveniji praktično nimamo. Hvala. Zdaj, če dovolite, jaz po izobrazbi nisem te smeri, sem pač na žalost, ali pogotavljam, velika žalost, sem pač FDV, izobrazbi, politolog, ampak sem pač že 10 let v parlamentu, no in različne zgodbe sprejemal. Sem tudi sicer od leta 2004 do leta 2011 bil strokovni sodelavec tudi na področju kmetijstva. Matjaž me tukaj skakal s strokovnjakom, jaz čisto malo na kratko ponovno odgovoriti, vsem sebinsko strokovno pa Matjaž. Kar se tiče družinskih kmetij, ja prej ste vprašali, oziroma kako kmetij na leto propade. Zdaj, če gledamo tole poročilo, kot sem že rekel, jaz moram reči, da ga imam tudi na seji državnega zbora oziroma na področju kmetijstva vedno zraven. To je ta prva ocena stanja v kmetijstvu, ki sicer ima 20 strani, ampak je zelo podrobno. Primer, ne vem, če gledamo na eno kulturo, ječmen, zadnjih 5 let plus in minus si tako preko cene, proizvodnje, vse ostalo. In na leto, ki piše, da na leto od leta 2011, torej zadnjih 5 let, približno, hoče rečeno na palc, od 800-900 kmetij vsako leto izgine iz statističnih podatkov. In kar se tiče družinskih kmetij, večkrat dobim vprašanje, zadnjič sem ravno v Dravogradu, kjer kakšnakoli družina ni idealna. In je en starejši gospod rekel, jaz imam super sina, imam super ta mlado, rekel, ampak veliko rad bi dal svojemu sinu kmetijo, da bi pa jaz lahko od tega še vedno imel, rekel, neko, da če karkoli se naredi s to kmetijo, da mi jaz osebno še vedno neko, rekel, socialno, zavarovalno ozadje, da ne vmes rekel, ne vem, ali zaradi slabega poslovanja sina, ali zaradi kakšne naravne sreče, da ne bom jaz rekel pa čez pol leta, pa čez 5 let pa rekel brez svojih osnovnih sredstev za preživljanje. Tukaj malo razmišljam, kako bi nekako skušal predvsem vsaj to rekel, invalidsko, pokojninsko, socialno sliko
nekako da se bojo tudi starejši lažje odločali za to, da mladim dajo naprej svoje kmetije. In tukaj pa ta druga stvar, mladi prevzemniki kmetij. Jaz moram reči, da sem na hitro prebral tako lanski kot letošnji razpis, pa me je najbolj zbodlo to, da je od lani do leta se ogromno stvari spremenili v tem razpisu in poznam tudi praksi svojega lokalnega področja, kjer so mladi rekli, ne, Tomaž, vse me poznaš, zelo rad bi prevzel kmetijo, ampak lani nisi prišel zaradi tega zraven, letos pa zaradi tega. Ko pa nočem državo goljufat, hočem kmetovati, in je bil predvsem veliki čebelar, mlad fant, in se je ukvarjal bolj z intenzivnimi zadevami, pa so bi dva rekla, da se na bistvu sploh ne pridemo zraven pri tem razpisu. Pa se bi dva čutila, da smo prvič in mlada, in prevzemnika, in kmeta. In spomnim reči, da pri tem razpisu, kot sem že prej rekel, včeraj smo imeli eno poročilo o enem razpisu, jaz bom ustrajal, da tudi ta razpis obravnava odbor za kmetijstvo, da tudi iz teh različnih okroglih miz dobimo neke feedbacke, da bi se res, da bojo razpisi zelo enostavni, pa da bojo možno na njih čim več ljudi, da se bo prijavilo. Sam smo bila v Gornje Savinjski in je ena gospa rekla iz Kmetijsko-gozdarske zbornice, je rekla, kakšen kot so razpisi, približno tam 3/4 ljudi se sploh ne prijavlja na razpisi, ker zame pridejo. Torej so razpisi namensko narejeni zato, da pridejo verjetno ta glavni, verjetno pa celo eni in isti na te razpise, da dobijo ta sredstva, kar po mojem mnenju nikakor ni prav, pa da ne bo razumljen. Jaz privoščim, da seveda večji kot kmet, večjo rab podporo, celo mislim, da te večje kmetje, če bo šla evropska politika, predvsem kmetijstva po letu 2020, torej v naslednji perspektivi malo izmed teh okvirov, ki so bili na področju kmetijstva, ker je bila še vedno kmetijstvo prepoznano kot ena glavnih panog za preživetje Evrope, če želite, da se bo recimo nekrat predvsem kakva Francija, Nemčija ali pa še kdo drug rekel, lete, kmetijstvo ni več prioriteta Evropske unije kot neke celote in se bo ta evropska finančna pipica na področju kmetijstva vsaj priprla, če že ne zaprla, bi ravno te največji imeli probleme. Pred nas pa mislim, da zakrat do leta 2020-2022, ko se bo začela naslednja evropska perspektiva, če se bo to naredili, mehkih kmetov ne bomo imeli več, velike pa nam mogli reševati z državnim denarjem in ne, s čem jih bomo reševali in sram, že tisto, kar se nam kaže, da se bo na področju kmetijske politike bo slabš, tako da glede tega razpisa bomo zdaj bili ta postopko, in zdaj seveda jaz najprej pričakujem, da ker se za letošnje leto smo prepozni, da bi to temo odprli, ko bojo znani rezultati, pa lahko pokažemo neke analize in potem damo tudi na sejo odbora za kmetijstvo, da potem nekako skušamo sugerirati ministrstvu oziroma vsem tem pripravljavcem, tudi agenciji, katero smer oziroma kako naj bodo tudi razpisi v naslednjih letih narejeni, skratka čim bolj življenjski, čim manj birokratski in pa da dosežejo čim večji krog ljudi. Kar se tiče fitofarmacevtskih sredstev, sravno, jaz ko berem različne, sicer zelo malo teh člankov, sravno, jaz nisem iz tega področja doma, jaz včasih probleme z branjem tega, jaz sem študiral japonščino, sem zdaj včasih, da japonski sem bolj razumel, kot pa kakšne, te znanstvene besede, je isto, kot če odbereš kakšen, ne vem, listek pri kakšnem zdravilu, ko ti skušajo razložiti, kako je to enostavno uporaba tega in one sestavine, v bistvu pa nimamo pojma, zakaj točno se gre in ravno kolega Žnidar je na zadnji, oziroma na marčevski seji dal ustno poslansko vprašanje ministru Židanu, ravno glede tega, fitofarmacevskih sredstev, neenakosti, ljudje na primerjavo z sosednjimi evropskimi državami, predvsem pa področje oziroma vprašanje visokih cen. Odgovor je bil v tem smislu, tako pač je. In zdaj na podlagi tega odgovora, pa na podlagi tega, kar najde stric Google, pripravljamo gradivo, zaprosimo tudi strokovni svet, da bi nekako na 3-4 straneh izluščili probleme, seveda potem pa tudi predlagali določene sklepe in
čisto prvim vprašanjem, kar se tiče otrok oziroma prevzemnikov, kaj pravzaprav ta družina bi naj pomenila. Sedaj, če obstaja neka družina, ki ima 4-5 otrok, se takoj pojavi vprašanje, socialna podpora, govori se o neki socialni in tako naprej. Naša politika spremeni pojme na glavo. Velika družina je investicija slovenske države. Pa nekaj to za kmetijstvo ali neko drugo slovensko družino, ki ima, 4 otroke in vam bom povedal primer, kako razmišljamo iz drugega področja. Subvencioniranje nakupa stanovanj iz družine, kjer imajo 4 otroke. To je investicija in predlaga se progresivna lestvica. Družina z 5 otroki bo lahko v subvencijskem smislu prišla veliko lažje do nekega stanovanja, govorimo o mestih. To se pravi, da mora otrok oziroma družina postati vrednota, ampak ne zgolj na papirju, tako kot je danes. Vse lahko v vseh časopisih berete, ja, družina, vrednota in tako naprej. Ampak v praksi, to se pravi, družina in otroci mora biti za slovensko državo, seveda, če upoštevamo statistiko, da se staramo, mora biti to investicija. Ker drugače ne bo noben gospodarski program, nobena zunanja politika nič pomagala, ker čez 50-60 let, pa mogoče je to daleč, sami pa veste, da čez zelo teče, ne bo od tega ostalo nič. Zato spreminjamo terminologijo in dajemo temu poglavju čisto drugo težo. Ker sociala je tako, ja, veste, pa niti se ljudje nočejo izpostavljati, ampak zaradi stanja je potrebno ves ta sistem obrniti na glavo, kako je Tomaž pravzaprav pisal tudi v relaciji med mladim prevzemnikom, gospodarjem, kakšna je ta medsebojna soodvisnost. Vse gre nenazadnje za združbo, tako sem rekel, tri generacije na neki kmetiji so povsem nekaj normalnega in zelo se komplicira z recimo zaposlovanjem na kmetiji in bi rekel, sedanja politika vladajoča govori, ja, hlapcev pa nekaj ne bomo več imeli, ampak poglejte, neka velika kmetija rabi tudi delovno silo. Nekoga zaposliti na kmetiji danes blazno težko je, toliko birokratskih ovir, ampak gre za to, da tudi ljudje, jaz poznam primere penzionistov iz mesta, mlad penzionist, ki je rekel, veste kaj, jaz pa zelo rad delam zemljo in je zaprosil kmeta blizu Ljubljane, ali lahko delam, znam se obrniti. Dobro, pa bom seveda dobil tudi kakšno vzgajo, krompirje, neke zelja in mleka. In seveda so vzeli tega človeka, ampak kako so nastale težave, zaposlovanje na črno in podobne zgodbe. Zato pravim, da je to ena izmed zelo pomembnih zadev. Mogoče še malo v zvezi s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki jih omenjate, kje pravzaprav nastanejo težave, oziroma zakaj minister Židan govori pač tako je. Zelo enostavno, zaradi postopka registracije. To je sicer evropski predpis, vsaka država mora registrirati fitofarmacevtsko sredstvo. Potem pa pride ampak. Posamezna država lahko prizna tudi registrirano sredstvo, ki obstaja v sosednji državi. Zato, ker kaj pomeni registracija? Mi smo tako majhen trg, da nismo zanimivi za marsikateri proizvod, kajti zato, da se nek proizvod registrira v Sloveniji, mora ta multinacionalka plačati kar precej sredstev tej inštituciji, ki upravi to registracijo, čeprav glavnem predpisujejo neke ugotovitve na terenu. Res je, da obstajajo razlike. Zato tudi ste slišali po vse verjetnosti o conah, coniranja, neka fitofarmacevtska sredstva so registrirana bolj za mediteranski del, naš del slovenski Istre oziroma Krasa spada v to cono, ostali del je bolj celinski, ampak to ni nobena ovira. Mi bi zelo enostavno priznali registrirana sredstva, fitofarmacevtska sredstva ali veterinarska zdravila, ki jih recimo uporablja sosednja Avstrija. Edini problem, ki še ostane odprt, ampak to formalno, to se pravi ne samo zato, da gre potem nekdo kupiti na črno, formalno priznamo registracijo tistih sredstev, ki so registrirana v Avstriji ali za primorski del v Italiji. Edini problem, ki še ostaja in ki bi ga bilo treba rešiti, je prevod v slovenski jezik. To se pravi, zdravila in fitofarmacevtska sredstva morajo biti opremljena z slovenskimi navodili za uporabo, ker vsako škatlico, ki jo pač odprete, mora biti slovenski napis. To se pravi, če obstaja politična volja, ki jo očitno ni, se dajo take težave relativno zelo enostavno rešiti.
Ampak nek osit krog ljudi, jaz temu rečem, lobi, ki obvladujejo ravno trg in pa trgovino s fitofarmacevtskimi sredstvi, preko teh evropskih predpisov drži v šahu, če lahko temu tako rečem, slovenskega kmeta. In seveda, če ti rabiš na nek hektar toliko in toliko dekagramov in je cena 3-4 večja kot v sosednji državi, nisi konkurenčen ali pa tvegaš, da greš kupiti, tako kot je gospod prej omenil, gre za aktivno substanco, kdor je veš hitro začuna, koliko aktivne substance rabiš na hektar, ali pa tvegaš potem, da te preganja inšpekcije in da si usilja v prekršku, da ti potem odzamejo plodove, ki so bili tretirani z neregistriranim sredstvom. Tako hitro se potem zaplete ta birokratski vozel. Seveda bomo pa, čim bo ta problematika obravnavala, mislim, da je zelo aktualna, ključna problematika v državnem zboru, bomo seveda pripravili podlage za obravnavo. Če lahko samo dodam, jaz moram reči, da nisem strokovnjak, ki se že v tem področju, ampak v bistvu pa dobim izkušnje ne samo od kmetov, skoraj od sosedov, ko se spravijo škropiti češnjo, zaradi takšne drugačne bolezni v takšnem in drugačnem času, in ko si pa Janez in Franci na črno sposojata listine, da imata mi dva vse BP, se pa sprašujem, ker smo res normalni. Prvo, ostavi še vedno zasebno lastnina. Jaz se razumem, recimo, da bi nekdo imel, ne vem, 100 češenj in bi škropil za vsem drugim in bi bil pol kraja ljudi zbolelo zaradi nekakšne bolezni, ampak nekaj, kar se škropi, recimo, že ne 50 let, kar jaz se spomnim svojega očeta, pa je še odgovor, kako je njegov star oče, kako so na njivah začeli s škropljenjem, kako včasih še malo bal, pa kako je moj oče razlagal, kako je leta 75 to v Švici urejeno. Mi smo leta 2017, pa smo največji doktori na tem, v bistvu vsi sosedi pa v sosednji državi vejo, kako se na tem lahko naredi normalna zgodba, mi se pa leta 2017 ne znamo normalna zgodba. Skratka, res smo rekel, take osebne zgodbe, da bi jih gledal še tako na živce. Ravno zelo vmes sem videl, da z današnjim dnem smo v Sloveniji dosegli mejo 20.000 predpisov, od tega 900 zakonov, tako da nismo res bili vse največje, ostalo pa uredbe in pa pravilniki, skratka več kot 200 predpisov novih v zadnjem letu. In kot sem že rekel, jaz resnično, jaz zelo veliko berem Uradni list, ker bi pač to moja službena dolžnost, ampak žena je pravnica, ki to dela, ampak si ne predstavljam, rekel mojega strica, ki ima neko solidno kmetijo, da bo petek zjutraj poštudiral ali na področju kmetijstva, okolja, ali pa še kje drugi, ki si ga dotika pri njegovem vsakodnevnih upravilih, ali ga je doletela neka nova božja kazen v obliki nekaj novega predpisa, kjer piše, če ne boste imeli, ne vem, takšne ograje, takšnega ne vem česa, vas lahko doleti visoko kazen. In mi smo že v letu 2015 sklicali izredno sejo, oziroma nujno sejo odbora za kmetijstvo, kjer smo skušali na praktičnih primerih pokazati, da so določene kazni tudi na področju kmetijstva v bistvu sorazmerne, oziroma nesorazmerne, iste, kot so na primer pri finančnem kriminalu. Nekdo lahko spravi eno firmo večmilijonsko na kant, dobi, če je kakšna takšna zdela, kakšna tudi kazen, ne samo zaporno, v vrednosti 50.000 evrov kazni, nek kmet, ki pa ki deluje v nasprotju z zakonom o vinu, pa ima registrirano dejavnost kot pravna oseba, pa lahko prav tako dobi kazen do 42.000 evrov. Nobena tista določba v zakonu, ko piše kazni od 5.000 do 42.000 evrov in potem reče minister, jaz se skušamo, da bi dobili kazni samo 5.000 evrov. Pri nas na Dolenjskem je, pa imamo zelo dober cvičk, moram reči, pa bom rekel Frankinja. Frankinja je pri nas vrhunska, je tam pri kmetu, če dobiš, jaz si dobim kjerkoli vrhunsko za 2 evra, tako sem poslanc, računite 2.500 evrov, 2.500 litrov dobi nek kmet, a pa
nekdo dobi vina za teh 5000 evrov kazni, kdo bo pa še? Ko se ukvarja z vinarstvom, povemo, kako približno moraš na let narediti, da dobiš za 5000 evrov prihodkov, poleg tega pa moraš vsak dan zjutraj ne samo pogledati vremenska poročila, pa malo tudi moliti zraven včasih, da upaš, da te ne bo prizadela ali pozeba, ali suša, ali poplava, ali pa še kaj, kakšna druga oblika, skratka. Kmetje samo pogledajo kazenske določbe, se vprašajo, ali je še smiselno spraviti. Jaz bi dobro vprašal, kaj se predvideva na področju vaših lokalnih klavnic? Ja, naprej. No, meni samo to zanimivo reči, to se pravi, oni s povečanjem birokracije zaposlujejo svoje volivce, ne? Tudi s tem, zato se to širi birokracije, po mojem. Še kaj takrat bi skušala odgovoriti. Zdaj, glede lokalnih klavnic, jaz ne poznam. Sem bil zadnjič v Dravogradu pri enem velikem kmetu, Matija Klančnik, in mi je ravno gospod to razlagal, kaj je z lokalnimi klavnicami. Na hitro, no, tako sem rekel, da mi da na elektronsko pošto malo več napiše, pa je zdaj še ni poslal, kaj je z lokalnimi klavnicami, pa kaj je z klanjem doma za vlastno proizvodnjo. Recimo, ne vem, ko sem rekel, če ima stric doma 10 glav živine, 20 prašiču, pa mislim, da 30 kokoši, in zdaj bo mogel pa doktorirati, pa kravo pelati, ne vem kaj, če ima za vlastno uporabo. In jaz mislim, da moj stric točno ve, ne samo kaj kjera krava je, stara mama, ko bila še živa, je točno rekla, aha, ta to je, prišel moj drug stric, malo pofotra živino, pa je kar se skupno nametlo, stara mama, kaj sem ti rekla? Tam na to, že ko imamo vse bojo preživele krave, ne? Skratka, je tisko, rekel, rad dobro svoji, mora zdaj se ukvarjati z temi prevozi, pa z to dokumentacijo, ampak spravim, če gre nekaj na trg, jaz to razumem. Če pa nekdo doma nekaj za lastno, rekel, skrinjo, skuša nekaj zaklad, pa resnično, rekel, to, če bo najslabši meso dal v skrinjo, si pač gospod oziroma ta kmet sam kriv, pa mogoče, če ima tukaj Matjaž, kakšen dodatni odgovor. Zelo enostavno odgovor, lokalne klavnice, da, minimalni tehnični pogoj, ki so primerljivi s katerokoli klavnico v katerikoli drugi državi. Kdor je hodoval po svetu, ve, kako se polje v Večji vas, ena klavnica, Portugalska. dve majhne vsi, ena klavnica tukaj. Zdaj bi tu videli. Pa predelava po lokalna podaja. Absolutno. Zelo vsako vero podaja. Nekaj moramo pa znati, ne. Spomnim se še časov, ko smo vstopali v Evropsko unijo in so potem ti evropski inšpektori, ki so prihajali, ne, so sami priznavali, da so do nas veliko bolj strogi kot do starih članic, ampak zdaj smo že tudi mi na nek način stara članica, tako da se pravim, tako kot v katerikoli drugi državi, lokalni interes se poveže minimalni tehnični pogoj, ve se, kaj je hladilnica, kakšen čas je potreben, da zori govedo, tistih 24 ur, ne vidim nobenih problemov. Še kaj? Jaz tukaj dam nekaj svojih vizitk, če karkoli jaz nikoli ne skrivam te elektronske naslove, strani DZ-ja, v mnogi kontakti vedno dosegljiv, čeprav dam na to klicu, da največkrat, vsem, ko sem na kakšnih sestankih, uporabim tisto, ne moram se oglasiti, prosim, pišite kasneje. Če kakšna zadeva, njihovi poslanci imajo možnost zastaviti poslansko vprašanja, želim že gospod nekaj dal, in v bistvu na katerokoli naše vprašanje, ki se seveda dotika določenega ministrstva, ki imigriram rekel za vprašanje lokalnemu županu, moramo v roku enega meseca dobiti odgovor. In tudi, če je ta odgovor nek splošen, se lahko zgodba ponavlja. Naprimer, jaz sem za dosego tega, da imamo lahko globo z motornimi vozili na Kmetijskem jezeru ob enih izmed hidroelektrarn na spodnjem Savi zastavil 6 poslanskih vprašanj. Najprej do tega se ne da. Pa sem vprašal drugo vprašanje, zakaj se tega ne da in kateri predpisi to omejujejo.
pa je bil odgovor. Pa smo šli potem naprej, da je v bistvu smo en pravilnik, ki ga je treba spremeniti, in sem dal pobudo, da se ta pravilnik spremeni. Četrtič naprej, tako naprej, skratka, lani, no po 3 letih smo dosegli, da lahko imamo tudi globo z motornimi vozili. Skratka, hočem reči, tudi poslanska vprašanja niso samo nek tisk, pravi, tu opozicija kar nekaj sprašuje ministra, ampak se da kaj postaviti, tako pisna, kot tudi ustna. Na zadnje, če so pa kakšne takšne bolj posebne tematike, ko smo danes že nekaj rekli, pa ni nobenih problemov, da skličemo nujno sejo. To vzgleda tudi tako, jaz osebno rabim kakšno stran, neke vsebine, argumentov, potem rabim, oziroma pripričljivo je, da imam 2-3 sklepe, odbor predlagam pa kaj tazga, da v doglednem času naredi to in to. In pa seveda tudi seznam vabljenih, da imamo na odboru neko tehtno spravo, ker ravno včeraj mi je poslanec Vedbe rekel, da bi morali pa na odboru za kmetijstvo odpreti eno temo, posebna tema lovišči s posebnim namenom. Se je rekel kolega Janko, nobenega problema, ali boš ti pripravil sejo, ali pa jaz pripravil sejo. Jaz nimam nobenih problemov, da karkoli obravnavamo, kar se dotika področja kmetijstva, seveda pa, da tam, ne vem, 4 ure ali 5 ur debatiramo in rečemo, super, pa se malo pomeni, zdaj gremo pa domov, in po mojem smislu brez veze, zato jaz večkrat apeliram, tako da do kakšno zahtevo, povejte mi, kaj mi radi, da skušamo dati neke sklepe. In ko sem že rekel, včeraj smo imeli eno, glede po teh posvetih, sem jaz samo osebno predlagal 4 sklepe in niso bili nekakve radikalni, zdaj mora pa minister narediti revolucijo v roku pol leta, ampak do septembra se bomo morali zdaj premakniti do naslednjega leta, ali zaradi proračuna, ali zaradi zakonov. In so bili sklepi sprejeti in do septembra, če ne bojo stvari realizirane, bom sam potegnil sklepe ven, sklical na sejo, bom naslov seje nerealizirani sklepi, mislim, da 49. bomo seje odbora za kmetijstvo in bomo še enkrat debatirali, verjetno z istim omizjem, ampak slej, ko prej bi mogel nekdo minister reči v radniku, glejte, imamo sklepe, niso realizirani, dajmo narediti, če ne drugega, da bomo imeli že mir v hiši in pa v državnem zboru. Tako da tukaj dam na konc vizitke, pa sramno smo dobrodošli za vaše pobude. Marko Krajnc, Stefan Sobrahajn. Zdaj pa še kaj se predvideva, glede na to, da razdelitev gozdov in zemlje ne bo tako enostavno kmetom. To bo kar velik zalogaj in v bistvu se vsem strinjam, kar ste povedali, ampak to je za 2-3 mandate dela, ne za 1 mandat. Kaj se predvideva s tem slovenski državni gozdovi, ste podjetjem takojšnjo ukinitev ali kaj predvidevate s tem? Ker tam rešuje vse velik problem. Tudi minister Židan bi lahko interpeliral zaradi tega, ker se direktno zlagal takrat, da bo pač kupil domačo lesno proizvodno. Zdaj pa nas se res prodaja v Avstriji, to ne direktno firma do Avstrijca, ampak so res posredniki, ki nimajo blage veze z gozdom, niti strah, niti z motor pa znečne. To se na veliko golfa. Čeprav jaz pravim, da tržno se treba vprašati. Les je treba podati tistom, ki več da, to je pravilno. Ampak on je pa obljubil, da bo filal slovenske industrijo lesno, da sam prihajam več iz ene, da sem vodil žalga v starem trgu, ki dožil, ki bomo zdaj zagredili, zaradi tega, ker so nam dodelili 6000 kubikov za letošnje leto. Zrežemo jih pa 135 000 na leto. Glede na to, da je bil žved, kmetje zdaj ne sekajo, nekaj špare, so pač pospravili te lobanance in pobožili, kar je bilo, in zdaj ne sami dobimo in bodo zdaj počavali za gor. Skratka, interpelacija Židana ali pa takojšnja ukinitev, ali pa naj to podjetje ostane, ampak potem dati vodstvo gor tako, ki sem spoznal nekaj. Ne samo številke pa na 20 milijonov sem, kak je pa... Tudi prej ni bilo prav vrejeno, ampak mnogo bolje s koncesionarjem. Mnogo bolje kot zdaj. No, mogoče je dva stavka. Ja, mi smo nasprotovali ustanovitvi tega podjetja, pa ne zato, ker pač opozicija nasprotuje predlogom koalicije, ampak ja, moje osebno mnenje, pa tudi z člani odbora za kmetijstvo smo imeli to debato, da sistem koncesionarstva ni bil dober, zelo podobna tema kot na področju dimnikarstva, ampak vsaj jaz osebno sem videl eno zelo enostavno rešitev, ki mislim, da je bila tudi v praksi najhitreje in najceneje izvedljiva, to pa je, da koliko
marsikaj drugje, ta slabe koncesionarje nagnati, spustiti noter kakšnega novega koncesionarja in pa država ima vedno to možnost, da je to cenovno politiko pripravila ustrezno. Seveda, če bi država dvignila na cene, bi izgubili vse ostalo potem, skratka, bi naredili negativno zgodbo, če bi premalo spustili, se pa to naredili, kar se je. Tako da interpelacija ministra Židana, jaz mislim, da ne samo zaradi tega podjetja, še zaradi par drugih zadev je potrebne interpelacije. Zdaj, čisto jaz bom direktno povedal, no, se vemo, da minister Židan je tudi predsednik ene izmed koalicijskih strank, ne. Interpelacija seveda odpre določene teme, vemo, kako je problem z uspešnostjo, ker ne bi bila uspešna v trenutku, ko bi se vlada odločila, da gre na predčasne volitve. Kar se pa tiče vodstva, me pa strah, da bo še slabše kot sedanje VD-jevstvo. No. Jaz moram reči, da osebno poznam gospoda Marenčija kot bivšega državnega sekretarja, ogromno slišim tako gospodu Ficku in gospodu Mehu. Ravno sem rekel, da bom jutro postavil poslansko vprašanje, ker po mojih podatkih, pa upam, da se ne motim, naj bi se VD-jevstvo gospodu Marenčiju izteklo za 31. marcem 2017. Jaz nimam nobenih informacij, kaj se je zgodilo, nekaj prijav je bilo. Zdaj, kaj se tukaj dogaja, ne vem. Kar se tiče delovanja spravno, je pa upam, da sem že s tistim odgovoril. Sistem koncesionarstva ni bil dan, bil veliko boljši, kot je to strankarsko podjetje. Pa če ne tjaš, vam dopomnim. Ja, poglejte, se na nek način ste že sami odgovorili na to vprašanje, kaj se dejansko mora zgoditi z tem javnim podjetjem. Veste, to ni nek komunističen unikum, čeprav so si ga sedaj prelastili po klasični metodi, kako je bila v zgodovini že večkrat prikazana, zato ker podobna podjetja delujejo tudi v Avstriji in v Nemčiji. Potem pa pride ampak, ko se kadrira kader, za katerega se točno ve, da ne bo mogel voditi take strukture, ko se ve, kam odhajajo kanali, kam odhaja les, kakšni so dogovori, kdo je dejansko kupec, potem pa seveda je odgovor ne taki firmi na tak način, kot je bila predstavljena in to je pravzaprav tudi bilo politično stališče. Mi nimamo nič proti inštituciji, če bi jo lahko primerjali z podobno inštitucijo oziroma s podobno gospodarsko družbo, kot je v Avstriji ali v Nemčiji, vse veste pa varski gozdovi ali državni gozdovi v Avstriji, ampak z neko jasno transparentnostjo. In jaz pravim, uspeli smo na nek način preko naših poslancev, da je prišla dikcija, da je eden izmed članov nadzornega sveta iz opozicije. Sicer to je na nek način sramotno za slovensko državo, zato ker s tem se priznava, da je gospodarstvo v državnih rokah razdeljeno na politične tabore. In če se gremo tako igro, potem je treba imeti, tako kot sami pravite, zelo kompetenten kader v hiši in z absolutno transparentnostjo in direktno odgovornostjo. Ne pa, da se parkirajo neki ljudje, ki so zaslužni za ne vem kakšno politiko, so pa nesposobni. Nič nimamo proti sposobnim ljudem, če bi jih postavil sedanji oblastnik, če lahko temu tako rečem, ki bi takoj pokazal neko podjetnost, da bi bili kazalci, tako kot sami omenjate, prodati po ugodni, mislim, po visoki ceni in da bi se ta sredstva vračala. Kar pa pravite, delitev zemlje. Vete, glavni problem bo pri tisti zemlji, ki je v težjih pridelovalnih okoljih, predvsem gre za državno zemljo, ki nima zakupnika, ki je neobdelana, ki je v zaraščanju, ampak tudi to se da zelo enostavno rešiti. Samo z nekim programom, ki se zelo lepo podpre, ne vem, poglejte, subvencije na segmentu koščičarjev ali pa recimo ribes, lešniki in podobne zadeve, govorim predvsem za del Kozjanskega. In to ni nekaj, kar bi mi spet neko toplo vodo odkrili. Povem vam sam primer iz Italije, kjer so, sami poznate opuščanje vinogradov, kjer so vinograde zaradi ukrepa države relativno hitro spremenili, pa na sami lešnikov v tistem kraju se je postavila manjša tovarna za predelavo oziroma slaščičarstvo piškoti, ki oskrbuje nek lokalni trg.
z sistemom subvencioniranja oziroma iskanja rešitev tudi za taka zemljišča ne bo, jaz mislim, da ne bo problem. Mi celo razmišljajo o tem, da neka zemljišča v bližini večjih urbanih središč, zakaj ne bi tudi tisti, ki želi pridelati gajbo krompirja, ne bi dobil take zemlje v bližini, recimo, ne vem, večjih mest. Pa spet ni unikum, veste, to imajo vsa večja mesta v Evropi, zato ker tako obdelava ima večjo funkcijo. Nekaj je samo skrba, veste, vsaka gajbica krompirja v statistiki prav pride do druženja ljudi, to se pravi ta socialni element in to je treba enostavno povezati. Zemlja, ki je v zakupu, bo seveda ostala v zakupu. Nekdo, ki ima zemljo v zakupu, ne vem, za obdobje 10 let, bo lahko, seveda, če bo gospodaril z njo, bo lahko to prakso nadaljeval. Vse ne bo zdaj vsa zemlja šla spet na trg in se bo licitiralo, kdo bo po kakšni prijateljski liniji to zadevo izpeljal. Seveda bodo problemi. Problemi bodo pri tem, ali kako to zaokroževati zemljo, kjer so neki mejaši. Ampak glavno je, da mi sledimo temu cilju, da je sklad tisti, ki razpolaga in tudi vemo, kako se tam gospodari, tega se je treba v najkrajšem možnem času dejansko odstraniti in enostavno tisti del zemljišč, ki pa je vezan na neko lokalno okolje. Jaz mislim, da tudi občine bi znali gospodariti, vse ne nazadnje, pogledajte, določene občine kupujejo zemljišča. Enako bo zelo težko prenesti pri gozdovih, ker vemo, da imamo tam nekje 500 000 lastnikov gozdov, sami veste, kakšna je povprečna površina gozda, ki ga ima lastnik. Tako da načeloma, seveda pri tako veliki firmi nimamo nič proti, ampak glede načina gospodarjenja, absolutno, to pa nikamor ne gre. Če lahko samo še dva stavka, jaz sem zdaj gledal. Konec maja 2016 smo sklicali na sejo stanju podjetja Slovenski državni gozdovi, pa konec decembra, 21. decembra, aktivnosti delovanja skladov kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije po ustanovitvi podjetja Slovenski državni gozdovi, pa pred 3 tedni smo imeli terensko sejo v Kočevju. Smo se še govorili podjetje Snežnik, potem pa v Kočevju, kjer je sedež podjetja Slovenski državni gozdovi. In kaj me je zmotilo so dve stvari. Eno je v osnutkih teh dokumentov, ki se še vedno pripravljajo v strani tega podjetja, se govori o nakupu gozdov. Skratka, po mojem mnenju, o širjenju nacionalizacije, ne pa o skrajševanju. In na podlagi tega smo predlagali 5 sklepov, jaz sem jih predlagal, Židan je Znorov, Podgoršek, državni sekretar je kar šel, kjer recimo sklepov so bili zanimivejši, da mora vlada kot skupščina takoj zamenjati nadzorni svet tega podjetja, torej tisti 4 ljudi, ki so strani določenih ministrstev, da se mora lesno predelovalna veriga iz področja ministrstva za kmetijstvo dati na ministrstvo za gospodarstvo in pa da se mora na novo pripraviti te dokumenti, skratka strateški in pa posebni načrt, pa še 2 sklepa. Zdaj, 4 poslanci SMC so celo za to glasovali. Osebno so mi rekli, da so jih poslušali na 2 sejah poslanske skupine in na vrhu koalicije, kar se gre, da moje sklepe podpirajo, ampak minister ima 3 mesece cajta, da to realizira. In če veste, da smo mi v bistvu dali predlog oziroma sklep, da mora vlada kot skupščina takoj zamenjati nadzorni svet, jaz upam, da če ne drugega bomo vsaj na to zgodbo bdeli, ker tako se rekli, ta zgodba je po mojem mnenju tipičen primer tudi strankarske korupcije, če hočete, da je direktno povedano. Zakaj pa tako je direktno nastopu? Zato, ker so prazne torbe, kar prinesne, se to je jasno, da je lopuščina. Vsej koncesionarji niso bili kaj krivi, da so dali 12 € za kubični meter. Vse država bolna, z lastnik se ni vedel, koliko je lesno. Vsak kmet ve, koliko bo prodal, to pa niso vedeli. Prvo 6 €, potem pa 12 €, bil prav, ne. Samo rekli, da je zdaj bo 40 €, ne. 20 pa se še razpravilo po ene. Pa bi dali, ne. Ne, to je brez veze. Konkretnega primera, če se lahko slišimo drug teden. Jaz se bom drug teden konferenci možil, se nekaj, da je malo tam spoložen. Tukaj je res, žalka se zapira, ne. 6 000 kubikov so nam ponudili, rabim na 130 000, 40 000. Zdaj pa
Za ostajanje pri nas bo trajalo še 111 sprememb. 111. Ja. Zdaj je požal, da je to, če imamo obiska, da je ura, a ni proizvodna, je zaradi kaj mohla biti, ali kako, ko to pride predavati, mislim, na prskašni, ven. Mi se prilagajamo. Jaz itek ponad vračam Glede na letni čas, ne? večer domov. Ja, se ne more pa vsak ti nekaj vedeti, ampak, ja. Ja, Ne. vedno kaj stoji. Me pa zanima, recimo, bolj tle okolja, pa tam, ki bil žlet, ne, so gozdovi praktično prazen, a se to predvideva kakšna sanacija, kakšno pogozdovanje ali pa kaj podobne, ne. Pa še tole za tele razpisni pogoji, ne. Razpis pride danes ven, pač pa se zapre čez določen čas, ne. In vsak kmetija, vsak človek ima določena strategija, ne. In ti se ne moš prilagajati razpisu, če premalo časa je zadnje. In zakaj se to ne obvešča, recimo širša javnost, naslednje leto bo razpis za to pa za ta stvar, ne. Ali pa saj let, ne, da se ti pripraviš na razpis, kuka vsak pa pravijo, ja, kolega je dobil, jaz pa ne. Seveda je dobil, če prej vedel za razpis, ko se je pripravil nami. In prekratek čas je, da se ti lahko pripraviš na razpis, pomaj spadeš. Prvič nimaš dokumentacije, drugič pa tudi nimaš cilje, da što urejo. Ja, zdaj, kada je žleda, slišem. Jaz sem že videl osnutek zakona, ki ga je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Republike Slovenije. Čeprav v bistvu zdaj rešujemo tisto, 5 pred 12, rešujemo, čeprav tako se rekel, stanje, predvsem rekel, v tem vašem koncu je katastrofalno, tudi v naših koncih nas se že malo pozna. Jaz sem zadnjič pri zadnji razpravi rekel, da upam, da bomo čim manj o tem govorili, kar pomeni, da se v bistvu bojo zadeve reševali, ampak zdaj, ko že skušamo reševati podlobnike, smo imeli včeraj sejo, kako zdaj divjati, dela v teh gozdovih, skratka, očitno bomo mogli malo se iti, kako se gre vlada krožno gospodarstvo, mi pa malo kroženje problemov znotraj istih zadev v kmetijstvu. Tako da sklad, mislim, Kmetijsko-gozdarska zbornica pripravila osnutek zakona. Meni je gospod Zupančič prejšnji teden rekel, da bojo ga še smas finiširali, včeraj sem govoril z gospodom Ravnikom, direktorjem KGZS-ja, in ga bojo ponudili poslanskim skupinam v državnem zboru, da ga vložijo, ker je to lažje kot pa za 5000 podpisi. Smo osnutek tega interventnega zakona pregledal in je v bistvu nek zelo identičen, kako smo predlagali, tako že imeli nek osnutek zakon, tako tudi stranka Nove Slovenije, tako da upam, da bomo tukaj nekaj naredili, predvsem malo se še dogovarjamo glede teh finančnih zadev, ker nas je strah, da ne bo zakon zavržen, ker bomo rekli, da se finančna konstrukcija vam ne gre skozi parlamentarno oziroma skozi zakonodajno sito. Kar se tiče teh razpisov, mi smo včeraj imeli eno temo glede enega razpisa in so bile par zadev je bilo izpostavljenih. To spremenjanje pogojev, da se vsako leto na isti razpis so malo določeni pogoji, da ja nekateri že tako kot zadnji čas niso pripravljeni, druga ta komunikacija med vsemi nekateri, da pridejo res veliko informacije o razpisih do kmetov. Tretja stvar je dolgotrajnih postopki, ne moreš ti čakati na en časa na denar, pa tega v bistvu, potem pa vse ostalo se zamuja. In pa vprašanje glede kmetijskih svetovalcev, ki je njihova vloga. In tukaj bom rekel, ko se že enkrat rekel, da starejši od tega, včasih so bili kmetijski pospeševalci največji strokovnjaki, zdaj pa v bistvu skoraj kmetje, predvsem te mlajše kmetijske svetovalce učijo, rekel, malo tega ZKP-ja, malo pa teh lokalnih zadev. Ne vemo, da bi se kakšna je približno vloga kmetijskih svetovalcev v teh razpisih. Jaz verjamem, da je 90% teh ljudi, ki se s tem ukvarjajo, dobronamernih, da noče škodovati. Verjetno so to tudi samo ljudje, ki naredijo včasih teh
nekdo ostane brez določenih finančnih spodbud, ki bi mu jih pripadali. Mogoče samo še komentar pri obnovi gozdov, kot ste pač omenjali, jaz sicer nisem gozdar, ampak kolikor sem slišal, je glavni problem, da ni na razpolago iste provenience, predvsem iglavcev. To veste, da pač neka smreka iz Jelovce ne paše na Pohorje ali obratno. Drugače pa v glavnem poročajo, da je pač se gozd relativno hitro obnavlja v smislu intenzivnega semenenja, intenzivne podrasti, enostavno seveda, ker je veliko več svetlobe v gozdu zdaj kot prej in se pravzaprav računa na to intenzivno rast mladja. Problem je pa še vedno, da so gozdovi ali pa deli gozdov, kjer je problem z lastništvom ali pa z starostjo lastnikov, ki niso še bili sanirani in tisto bo pa ostal problem. Stroka ga bo seveda mogla rešiti, jaz ne vem, kakšne načrte ima minister Židan okoli tega, ampak to je seveda problem. Kar se tiče pa razpisov, če niso napovedani v kontekstu neke konzistentne kmetijske politike in da nimate eno leto časa se pripraviti na njej, pomeni, da je nekdo zvedel, in danes smo že slišali primere, da se je znal pripraviti na razpise. Seveda večina slovenskih kmetov pa stane tam na obrobju ali pa dobijo neke doktinice, če seveda dobijo. In na vseh okrogih mizah se to isto vprašanje izpostavlja. Mogoče samo na še en stavek sporočujem. Glede žledoloma in sanacije, v tistem zakonu o gozdovih je da so spremenjene določbe, s katerimi smo se tudi mi strinjali, to pa je, da za vse tiste lastnike, ki jih je določen procent, ki moja niti ne vedo, da so lastniki, še manj pa kje so lastniki gozdov in seveda kot lastnik moraš biti odgovoren do svoje lastnine, da če ne reagirajo ob širjenju podlubnikov, da pristojne službe sanirajo tudi njihov gozd in jim stavijo račun. Tam mislim, da pa zelo pošteno, tudi kako na marsikem področju, če ti ne narediš, mora nekdo drug narediti in prav, da to plača, ne pa vsi plačajo. Mene tole zanima, če tole obveščenost, ki je gospod vprašal, lahko poteka po elektronski pošti, če se naročiš na novice SDS, ne sem minuto si član, ampak elektronski pošti taka stavi obvešča, da se program nalipa. To o razpisih ali... Ja, informacija taka, pa vem, za kmete vse dela. Zdaj bi tako rekel, ne? Kaj je aktualno, je problematično. Jaz skušam vsak teden brati spletno stran Ministrstva za kmetijstvo, potem sem odboru za izobraževanje, njihovo spletno stran, pa vemo, če klikaš, je ogromno teh podstrani, pa Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, je tega ogromno. Zdaj, kaj je aktualno? Moja žena dela na občini Krško, je zadolžena za razpise. Ona gleda se te portale, ki so različni razpisi, pa še vedno je kaj uvide, kar ni razpis, je pa aktualno, recimo, ne, z področja kmetijstva, ne, in tako da do vsakega nekaj drugega aktualno, tako da z vsem dolžnim spoštovanjem, jaz mislim, težko zavežemo, da zdaj pa kot stranka delamo, kaj je aktualno, prvič bo verjetno prišlo do tega, kar nekateri doživljamo, da bomo dobili 100 mailov na dan, ne, pa bi rekli, da so se sami spemili neč aktualnega, po drugi strani pa spravno smisli mora biti vsaj malo pričakovati. Recimo, jaz vedno gledam tam od februarja pa do marca na različnih ministrstvih te razpise. Bil sem predsednik določenih društev, organizacij, institucij, tu zdaj sem v določenih kot občinski svetnik, me zanimajo določene zadeve in spremljam in približno vem, da tam do konca marca je večinoma razpisov zunaj. To vem, da približno do 1. maja so znani rezultati, potem pa se finančna sredstva delijo. Moj nasvet je, da se pač za področje, ki vas zanimajo, v začetku leta, vsak teden, nema problem, če so razpisi, kako ste rekli, ne? V petek razpis, v en dan, v sredo pa že zaključim, 5 minut rok, to je... Sredstvo sta že potalana pred tem zakonom pride. Ta razpis, ki sem govoril posebej. Na vseh področjih isto. Je zlaka sram, mi bomo to temo glede razpisov, če smo prvič odprli, tudi določeni poslanci so imeli kar nekaj vprašanj za državno sekretarko glede tudi drugih razpisov
in bo treba to temo odpirati ne zaradi vsakega razpisa, ampak eno splošno, tako je bilo rečeno, dolgotrajni postopek, pogoji, komunikacije, kmetijski svetovalci, pa sprejeti določene sklepe, recimo, ne. Jaz mislim, da je boljše, da en razpis pride ven en teden pa 14 dni kasneje, ampak da je razpis dober, da prvi so vsi seznanjeni, pa da so pogoji taki, da se lahko tudi vsi organizacijo, kar ste vi rekli naprej, kar ne smemo dopustiti. Še to me zanima o dimnikarstvu. A je sploh kakšen zakon, da mene lahko kaznuje, če dimnikar pustim noter pred, jaz sem največ tuljave in sam čistim orodje imam, jaz vem, ker v 98 leta sem na polju KCH mi je starojugoslovanski zakon pokazal dimnikarstvo. Sem več sem se tenovile, če ne bojo pine, kam pa še nekaj. Za koga pa so jugoslovanski? Bomo s tem zaključili. S 1.1.2017 je v veljavi in uporabi nov zakon, reče smo zakon o dimnikarski službi, prej je bil zakon o varstvu okolja, pa so dimnikarstvo dali kot sistemsko rešitev kot nov zakon. In ja, velike kazni so. Če dimnikarja noter ne spustite v hišo, druge kazni so, če ne pustite, da vam, če ga že spustite noter, pa da vam ne pregleda. To so kazni, če nimate vi pravega urejenega, skratka, še en zakon, ki je med tem birokratski nesmisli, pa življenje v praksi. Mi se strinjamo, moj oče tudi vedno reče, lej, prši dimnikar, jaz sem spucan dimnik, zato ker hočem, da ne bom drgal met od skort čez oken, ne? Ja. Ampak še vedno to mora biti. Je pa dejstvo, da tudi pa moram priznati, da včasih smo ljudje malo nonšalanti, ne? Mi bi imeli super avto, pa poceni gume, bi imeli super hiše, čeprav zdaj nove so malo drugačne narejene za te toplotnimi črpalkami, bi imeli super hiše, ne, za dimnik pa ne bi poskrbel, ko se pa kaj naredi, bi pa naredi, da nam pa to nekdo plača. In tisto, ki se strinjamo, da ljudje moramo biti zavedni. Sravno, moj osebni predlog, ki mi že večkrat dal, mislim, tudi vsi tega zakona, nižje cene, pa bolj večji razpon teh obiskov. Zakaj mora priti dimnikar vlakati na leč, recimo, če imaš ti neko vrhunsko plinsko peč, pri tem, kad na 2 let poglej, pa za pol cene to, kar je zdaj ena cena, pa to meš 4-krat manj obiskov, pa bojo to ljudje zadovoljni, imeli bojo podatek, da je njihovo peč PP in to je to. Ampak ta ministrica bi se šla v drugo smer. Je pa dejstvo, da kar se pa na terenu dogaja glede dimnikarske službe, je pa katastrofalno. Jaz sem dobil podatek, do 31. marca je v bistvu bilo več kot tretjina več požarov in pa zastrupitev kot v enakih obdobjih v letu 2015 in 2016. Skratka, zakon ne deluje, prihajajo po Slovenijo različni Romuni in Bolgari z njihovimi licencami in seveda z dampinškimi cenami oziroma z njihovimi primerljivimi cenami. Jaz mislim, da bo slej ko prej mogel še kdo umreti, nažalost, zaradi zastrupitev, pa zaradi požara, da se bojo tako na Ministrstvu za okolje in prostor zmigali, pa tudi ljudje, da se bojo zmigali, da bojo neki zahteva, ne samo preko tistih civilnih testiv, ki se je skušali nekako urazumiti določene uradnike, pa in to ni uspelo. Se pravi, smo dolžan spustiti, da bo kontroliral, drugo pa ne. Drugo pa ne. Morate ga spustiti, je pa dejstvo, da do 30.6. Lahko prijavite, da želite imeti drugega dimnikarja. Če tega ne storite, v bistvu se bo prek te evidence eVidim smatralo, da ste zadovoljni z obstoječim dimnikarjem, torej bivšim koncesionarjem, in vam bo on prišel domov. Primer, mi smo imeli prej koncesionarje v občini Sevnici, zdaj ta koncesionar ima seveda licenco, so pa še 3 manjši dimnikarji, ki imajo svoje podjetje, jaz se živim v bloku, ampak hoče je recimo enega drugega izbral, ker se pač poznata. Stroški pa ne bojo čist nič manjši, kot so bili prej po tem novem zakonu. Dobro, se ljudje že zbrali dimnikar svojega kot zdravnika ali ima dimnikar območja svojega? Jaz mislim, da se bo ljudje zbudili 25. junija. Ja. Hvala še enkrat vsem za obisk, vsem hvala gostoma, Tomažu in Matjažu.